Mojca Šorn in danes vodita tudi panel v imenu Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Kot prvi, v tem drugem delu današnjega srečanja, bo svoj referat predstavil kolega dr. Jure Gašparič, govoril bo o Janezu Evangelistu Kreku kot politiku in poslancu. Kolega Gašparič je doktor zgodovinskih znanosti, zaposlen je na Inštitutu za novejšo zgodovino kot višji znanstveni sodelavec. Zadnje čase se zelo intenzivno in sistematično, seveda med drugim, ukvarja tudi zgodovino parlamentarizma in je član vodstvenega organa mednarodne mreže različnih znanstvenih raziskovalnih inštitucij, ki se ukvarjajo s to tematiko. O zgodovini parlamentarizma je v zadnjih letih napisal 2 študiji. Prva se nanaša na slovenski parlament po letu 1992, druga pa na prakse v jugoslovanskem parlamentu v obdobju med svetovnima vojnama. Ta druga študija, ki jo je poimenoval Izza parlamenta za kulise jugoslovanske skupščine 1919-1941, je bila leta 2015 nominirana za nagrado Prio, ki jo vsake 2 leti podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije za najboljše delo z področja slovenskega zgodovinopisja. Jure, zdaj pa te vabim besedi. Hvala lepa za besedo, hvala lepa Mojca za zelo lepo predstavitev. Spoštovani gostje, spoštovani prisotni, nekaj o Janezu Evangelistu Kreku kot politiku oziroma konkretneje poslancu. Zdaj, ob omembi imena Janeza Evangelista Kreka ponavadi stojijo številne opredelitve. Največkrat sociolog, časnikar, publicist, organizator, pisatelj in ne nazadnje politik. Njegov prvi biograf, danes že večkrat omenjeni Ivan Dolenec, je leta 1932 podal to oznako na 2. mestu, takoj za sociologom, Walter Lukan, pa ga takoj v začetku svoje dizertacije zur Biografie von Janes Evangelist Krek, to je, kot smo že slišali, doslej najtemeljitejša študija o Kreku, poimenuje der katoliše politika in prista gewand, torej katoliški politik v duhovniškem oblačilu. Med vsemi vlogami v Krekovem razmeroma kratkem, a pestrem življenju nedvomno zavzema vloga slovenskega politika posebno mesto. Pravzaprav lahko skoraj vso njegovo dejavnost uvrstimo v področje politike v njenem najširšem dojemanju, seveda kot skrb za upravljanje z državo in skrb za javno dobro. Tudi kot zadružnik je Krek deloval kot gospodarski politik, brezštevilni njegovi članki so izhajali kot politično čtivo. Tudi sam pa je o tem zapisal, če ga citiram, po svojem bistvu pomenja politika seveda vse delovanje v splošni blagor, ki se izvršuje v državi ali v kaki drugi večji javnopravni družbi in v tem smislu spada pač tudi gospodarstvo v splošni blagor pod pojem politike. Ampak ožje območje vsakega homo politikusa pa je, vsaj v parlamentarnih demokracijah, parlamentarna arena in z njo tesno povezana strankarska politika. Ideje in koncepte skupine ljudi, povezane v stranko, je seveda mogoče preleviti v obče veljavne zakone le ob podpori ustreznega števila poslancev. In ta namen je za časa Habsburške monarhije sleherna politična stranka organizacijsko temeljila na 3 stebrih. Na osrednji strankarski centrali, strankarskim vodstvom, na prepletu najrazličnejših nepolitičnih, polpolitičnih, pomožnih organizacij in na parlamentarnem klubu, torej podaljšani roki stranke v parlamentu. In Krek je bil eden tistih politikov, ki je bil dejaven v vseh 3 stebrih. Bil je član ožjega strankinega vodstva, bil je snovalec njene politične strategije in taktike, bil je eden njenih najvažnejših organizatorjev in političnih delavcev z bazo na terenu in bil je obenem tudi poslanec. In v nadaljevanju se bom podrobneje posvetil ravno tej njegovi dejavnosti, Kreku kot državnozborskemu poslancu. Krek je pa seveda bil od leta 1901 pa do svoje smrti tudi deželni poslanec v Kranjskem deželnem zboru. Pod drobnogled pa bom, vsaj za potrebe današnje predstavitve, zlasti vzel nekatere njegove parlamentarne govore. Krek je prvič stopil skozi vrata Dunajskega parlamenta, grškega templja, kot ga je poimenoval, tedaj nove in impozantne zgradbe, ki jo ravnokar obnavljajo, leta 1897. Sam si za poslansko službo ni prizadeval. Podoba parlamenta pa ga je sploh utrdila v prepričanju, da predstavniško telo v taki obliki
ni za nobeno rabo in to svoje prepričanje kasneje še utrdil. Državnozborski mandat je imenoval jarem, v samem poslanskem delu pa je videl, če ga citiram, polno velikih nevarnosti za in značaj, saj je bilo za večino neumljivo in celo pohujšljivo. Državna zbornica je bolna, hudo bolna, je pisal, in s Schopenhauerjem lahko pripravljamo nagrobnik. Obit anus, abit onus. Stara baba umre, znebiš se nadloge. Nedvomno težke in trpke besede poslanca Kreka, ki so izražali pravzaprav obup in razočaranje v parlament, pa niso bile načelne narave, ampak so temeljile v konkretni podobi tedanjega avstrijskega državnega zbora. To obdobje avstrijskega parlamentarizma je spodbudilo tudi jezikovno zelo bogate opise, med drugim tudi, ali pa še najbolj znan je tisti izpod peresa Marka Twaina, se je začelo z napadi na vlado poljskega grofa Kazimirja Badenija in končalo z menjajočo plejado ministerskih predsednikov, pod katerimi je parlament redko zboroval in pravzaprav ni bil zares dela zmožen. Sprožilec danjega dogajanja, to je znana zgodba, je bila poteza samozavestnega Badenija, s katero je zaželel zagotoviti podporo mladočeške stranke in je za Češko in Moravsko izdal jezikovne naredbe, ki so uzakonjale enakopravnost češčine kot notranjega uradovalnega jezika, kar je sprožilo pravi vihar v parlamentu, nemške stranke je to spravilo v pamet. Ravno včeraj smo imeli na oddelku za zgodovino recimo predstavitev nemškega prevoda knjige našega pokojnega kolega Janeza Cvirna, Trnjanski trikotnik, Das Festungsdreieck, in profesor Bruck Miller je v predstavitvi na glas razmišljal, da ta Badenijeva kriza, kar se kaže tudi seveda iz Cvirnovega dela, dejansko ni bila kriza, ki bi zadevala zgolj Češko in Moravsko in potem njen eho v državnem zboru, ampak je bila kriza, ki je zaznamovala monarhijo in je mobilizirala celotno nemštvo po celotni monarhiji. Vsi Nemci, tudi konkretno recimo pri nas na spodnjem Štajerskem, so se tedaj počutili ogrožene, zato je pravzaprav to res en prelomni dogodek. Nemške stranke so takrat zagnali divjo obstrukcijo, preprečevali so delo parlamenta, poslanci so zganjali truž, vznel se je pretep, z noži so prihajali, razbijali in tako naprej. No in v takšen Kreku neljubi parlament se Krek podal na volitvah v 5. splošni kuriji, ki je bila takrat prvič priključena obstoječim 4 kurijam. Poleg njega je bilo takrat izvoljenih še 15 slovenskih poslancev, ki so skupaj z nekaterimi drugimi slovanskimi poslanci oblikovali Slovansko-krščansko narodno zvezo, parlamentarni klub, ki je ves čas podpiral vlado, čeprav je ta podpora bolj in bolj kopnela. Razumevanje vlade za slovenske prošnje namreč ni bilo in sam Krek je dejal, da taka politika, ki jo vodijo, tudi nobenega smisla nima. Vlada naj bi se slovenskimi poslanci zgolj igrala znano igro Mandl, steh auf, vstani torej. Poslanci so glasovali takrat namreč z vstajanjem. V vseh 3 letih in pol svojega mandata je bil Krek na Dunaju manj kot polovico tega časa, saj je parlament, kot rečeno, bolj poredko zasedal, ampak v poslanskem delu se je vendarle angažiral, poslansko delo je vzel resno. Bil je član nekaj odsekov, vložil je 10 interpelacij, stavil nekaj predlogov. Če upoštevamo dejstvo, da so v sodobnih parlamentih od 19. stoletja pa pravzaprav vse do danes postajala vse pomembnejša delovna telesa, odbori, komisije in da se vse več političnega dela odvija tam, potem lahko rečemo, da je bil modern parlamentarec. Ampak bistveni razpoznavni znak vsakega parlamenta in hkrati zrcalo vsakega parlamenta pa je seveda parlamentarna razprava, ko suhi predlog nekega recimo zakona, akta postane predmet obrazložitev, analiz. Zdi se, da bi moral biti izplen razprave velik, bogat, ko se vsi spopadajo, prepričujejo drug drugega, ampak seveda je že tedaj bil razplet razprave v glavnem vnaprej znan in predvidljiv. Britanski politik iz tega časa Richard Cobden je dejal: v tej zbornici sem slišal že veliko besed, zaradi katerih bi ljudje potočili solzo. Nikdar pa nisem slišal besede, ki bi spremenila izid glasovanja. Kakšen je torej smisel razprave? Je seveda prav takšen kot danes. Razprava služi temu, da se soočijo argumenti za in proti. Njen temeljni namen je legitimacijski in to je potrebno upoštevati pri presoji političnega oziroma parlamentarnega govora. Krek je v tem svojem prvem mandatu 97-90 govoril v 97-1900 govoril v plenarni seji zgolj enkrat in to
takoj v začetku 30. aprila 97. Mnogo let kasneje je svojemu biografu Dolencu zaupal, da mu njegov prvi govor ni bil všeč in da najraje ga ne bi govoril. Tako Krekovo stališče ni bilo presenetljivo glede na vsebino govora. Razprava je takrat namreč zadevala Krekovo tematiko, razpust delavskih organizacij. Badenjeva vlada je namreč mesec prej razpustila organizacije železničarjev, češ da so to v bistvu politične socialdemokratske organizacije in socialdemokracija je stavila nujni predlog, da se naj ustanovi pač glede na parlamentarno proceduro posebna parlamentarna komisija, ki naj to razišče. No in Krek je dejal v tem svojem govoru, da bo glasoval proti predlogu. Torej, delavski poslanec ni bil za to, da se razišče upravičenost napada na delavske organizacije. Številni socialdemokrati so bili takrat neprijetno presenečeni, zlasti na Slovenskem, in mnogim od teh besed še dolgo potem niso pozabili. Zdaj, sama vsebina Krekovega govora, ki v glavnem seveda teh vsebin je večkrat bilo več ponatisnenih in v glavnem poudarjajo to njegovo odklonilno stališče, pa vendarle te vsebine ne povedo kaj veliko o Kreku kot parlamentarnem govorcu. Govor na plenarni seji parlamenta namreč ni zgolj podajanje stališča, ampak je govor vedno tudi akt usmerjen proti javnosti, ki sledi nekaterim pravilom. V parlamentu v glavnem ločimo dva tipa govora, tip apelativne retorike, ki izhaja iz reprezentativne funkcije parlamenta, to je ta govor usmerjen na vse ljudstvo, emotiven z velikimi besedami, in tip argumentativnega govora, ki izhaja iz odločevalske funkcije parlamenta. Ta oblika pa se je razvila v Angliji in pravzaprav ostala vse do danes vzor parlamentarne debate. Značilnosti tega tipa so logična utemeljitev, sklicevanje na dejstva, resnost, dialoškost, stvarna odzivnost in tako dalje. In prav obvladovanje tega tipa govora ne je tista temeljna politična spretnost, po kateri se načeloma presoja poslanske besede. Že omenjeni Dolenec je bil stenograf v parlamentu in on je zapisal, da takrat, ko je sam bil stenograf, to je bilo v letih 17 in 18, čisto na koncu monarhije, da je takrat mnogo poslancev prineslo, če ga citiram, lepo spisane govore v parlament in so jih tam brali. Tako so delali zlasti poslanci, ki jim je nemščina delala težave. Poslovnik tega ni dovoljeval, ampak predsedujoči so takrat v glavnem to tolerirali. In taki poslanci so potem navadno svoje govore kar oddali stenografom, že lepo napisane, s tem so stenografe seveda zelo usrečili, ni bilo treba stenografirati in oni so potem za tako situacijo rekli, zelo krepko besedo so imeli za to poimenovanje, ajne zau so rekli. No, ampak Krek v ta krog ni sodil. On se v svojem govoru oziral na to, kar je predgovornik povedal, po poslovniku sta se vedno izmenjevala govornik za, govornik proti, govornik za, govornik proti, kar je bilo smiselno in bi najbrž bilo smiselno. No in Krek se je oziral na to, kar je povedal tisti pred njim, hkrati pa se tisti, ki je sledil Kreku, oziral na to, kar je trdil Krek in zavračal njegova stališča, njegove argumente. Veliko je bilo medklicev vpadov, to je bila značilnost parlamenta, več kot 50krat so Kreku vpadli med tem prvim govorom v besedo. Najrazličnejši medklici iz klopi so se slišali in Krek je v glavnem na te medklice reagiral. Zdaj, upoštevaje uvodni referat in njegove številne talente in spretnosti, seveda to ni bilo presenetljivo, da je lahko vedno osredotočeno odreagiral in govor nadaljeval. Ni se pustil zmesti. Je pa zanimiv komentar Dolenca glede tega prvega govora, ki povedno osvetljuje zgodno dobo politične propagande na Slovenskem. Dolenc namreč piše, da je prvi govor sam prevedel iz stenografskega zapisnika, iz nemščine v slovenščino, in ga nato primerjal s prevodom, ki je išel v Slovencu. V Slovencu so normalno izhajali govori slovenskih oziroma konkretno SLS oziroma katoliških poslancev, ki so jih imeli v državnem zboru. In ko je Dolenc ta dva govora primerjal, je videl, da je prevod v Slovencu napisan v lepi slovenščini. Slovenščina prevoda je boljša kot nemščina izvirnika. In tudi kasneje, ko sem sam pregledoval nekatere kasnejše prevode, velikokrat v prevodu, slovenskem prevodu v Slovencu, kaj manjka oziroma je kaj dodano, česar v originalni stenografski beležki ne najdemo. Krek se je torej, pa vendarle, glede na to, tu ni noben manko, bi rekel, Krek se je namreč dobro zavedal učinkov in funkcij parlamentarnega govora. Parlamentarec ni govoril le v imenu ljudstva svojim kolegom, ampak vsej javnosti. Ravno v tistem času v času množične demokracije, se je poslanec spreminjal iz ljudskega govorca v poklicnega agitatorja. Na naslednjih volitvah potem Krek ni kandidiral, poslanec je vnovič postal leta 1907 po uveljavitvi splošne in enake volilne pravice, ki je marsikomu, tudi njemu, vlila novo politično upanje
Tedaj so volitve prvič v avstrijski ustavni zgodovini potekale na isti dan in povsem prekrojile politično krajino. Komentatorji so v glavnem v en glas ugotavljali, vse je le rdeče in črno. Novi državni zbor je imel kar 516 članov in slovenskih mandatov je bilo precej več, 24. Krek je bil izvoljen v okraju Kamnik Brdo in ta okraj nato zastopal do svoje smrti. Slovenski poslanci so takrat oblikovali slovenski klub, slovenski katoliški poslanci. Najprej so podpirali vlado barona Maxa Beka, po Bekovem padcu, ko je prevzel krmilo vlade baron Binert, pa se je osnovala Velika slovanska unija, ki je stopila v zelo ostro opozicijo zoper vlado in ta šibka Binertova vlada se je potem poslovila po predčasnih volitvah leta 11, zadnjih volitvah v stari Avstriji. Potem, po letu 1911, se je kaj veliko za Kreka in politične tovariše ni spremenilo. Oblikovali so hrvaško-slovenski klub, vztrajali v opoziciji in v ospredje postavili znan trialistični program preobrazbe monarhije. Krekov prvi govor v tem novem parlamentu leta 1907 je bil čisto v znamenju nove dobe. Njem se je namreč zavzel za uvedbo splošne in enake volilne pravice tudi za deželne zbore in nasploh za demokratizacijo avstrijske uprave. Ta argumentacija dobro pokaže razumevanje parlamenta, politike in množične demokracije. Med drugim pravi, gospodje, dve stvari spadata k dobro razvitemu politiškemu življenju, prvič politiška izobrazba ljudstva, drugič pa organizirane politiške stranke. Spet so ga prekinjali, odobravajoče, kontra, vedno je reagiral, edino na žalitve je reagiral relativno ostro, včasih užaljeno. Enkrat so mu sklopi recimo zabrusili, da je klerikalec in on je takoj dejal, zakaj nas zmerjate s klerikalci, ali sem jaz vas kdaj zmerjal, če me boste še enkrat žalili, bom tudi jaz vam odgovoril, kakor zaslužite. Govorite dostojno, če mi dostojno govorimo, mi nismo nobeni klerikalci, mi smo ljudska stranka. To je bilo malo potem, ko je iz KNS dejansko nastala SLS, za kar se je tudi sam zelo zavzemal. Zdaj v leta 1907 v decembru je imel Krek enega svojih najodmevnejših govorov, ko je nastopil kot kontragovornik velikemu češkemu filozofu Masaryku. In sicer v debati o svobodi znanstvenega dela na univerzi. Tema je bila zelo akademska, ampak pravzaprav družbeno zelo živa in problematična, zadevala namreč vprašanje ločitve cerkve in države in Krek je zelo pozorno razdelal to relacijo in se zavzel za svobodo raziskovanja. Ves čas je govoril spet koncizno, stvarno, Masarykova stališča je sproti navajal, argumentiral, spet je že odobravanje, medklice. Posebej zanimiv, recimo se mi je zdel ta medklic in njegov govor, res se ni pustil zmesti, ko je razlagal odnos cerkve do naravoslovja v zgodovini, se je enkrat zaslišal klic klopi, kaj pa Galileo Galilej? In Krek je takoj odgovoril, kaj hočete z Galilejem? Galilej je storil to neumnost, da je svojo znanstveno podmeno hotel dokazati iz Svetega pisma. Kongregacija pa je storila to neprevidnost, da ni zadostno pojasnila znanstvenosti njegove podmene, ampak jo zavračala z dokazi Svetega pisma. Toliko, kar se Galileja tiče. In je nadaljeval. No, po teh dveh odmevnih govorih, tistemu o volilni pravici pa tem kontra Masaryk, se je njegov ugled govornika naglo dvignil in kmalu so ga šteli med boljše državnozborske govornike. Predvsem to, da je tudi sodil med frontbenčerje, pa potrjuje njegov poslanski ugled. Sedel je namreč v sprednjih poslanskih klopeh. Nasploh pa je bil Krek v tem svojem drugem, pa nato še tretjem mandatu bistveno bolj zgovoren kot v prvem. Poleg teh odmevnejših nastopov je imel še celo vrsto govorov, v katerih je obravnaval nacionalno vprašanje, zlasti pa socialna in gospodarska vprašanja. Spet je bil dejaven v odsekih, tudi v delegacijah, zavzemal se je za boljši in dela zmožnejši parlament. Skupaj s Karlom Kramažem, recimo kasnejšim prvim češko-slovaškim premijejem, se je celo podpisal pod spremembo poslovnika, ki je omejevala obstrukcijo. Krek, ki je velikokrat obstruiral in se je zavedal, da je obstrukcija dobrodošlo orožje, je vendarle rekel, da je to tudi sila nevarno orožje za parlamentarno demokracijo in da jo je boljše omejiti, da se je boljše samo omejiti. No, po izbruhu vojne parlament ni več zasedal več kot 3 leta. Slovenski politični angažma, tudi Krekov je takrat pričakovano zastal. V prvem letu vojne je sploh malo kdo vedel, kako ravnati. Korošec je recimo leta pozneje izjavil, da sta s Krekom tavala, da nista vedela. Od druge polovice leta 16 naprej pa sta seveda začela intenzivneje umeščati slovensko politiko v tisti čas, kar je prišlo do izraza na prvem zasedanju ponovno odprtega državnega zbora 30. maja
17, sledila je Majniška deklaracija, Krek jo je julija označil za minimalno zahtevo, le 2 meseca pozneje, pred skoraj natanko 100 leti, 8. oktobra, pa je nenadoma umrl. Zdaj, če sklenem, pa deloma pokomentiram prejšnje referate. Kljub dejstvu, da je bil Krek zelo goreč politik in parlamentarec, so v njem pogosto pisali z neko mero naklonjenosti. Recimo, že ko je prvič kandidiral na državno-zborskih volitvah, ga je slovenski narod precej simpatično prikazal, čeprav je seveda volivce poznal, ampak pazite, ta je socialist, ne, ta si pa vendarle glasu ne zasluži. Tudi v partizanskem taboru so o njem pozitivno pisali, zlasti takrat, kadar so ga primerjali z njegovim sopriimenjakom Miho Krekom. So pisali recimo, ne, Janez Evangelist Krek, ta stari Krek, ta pa je res bil fant otvare, tale novi Mihec, ki je zdaj v Londonu v egzilu, ne, ta pa ni nič kaj prida. Walter Lukan je v svoj študiji, to je bilo sicer že pred več kot 30 leti, zapisal, da sodi Krek najbrž po mnenju slovenskih zgodovinarjev med 10 najpomembnejših osebnosti slovenske zgodovine. Tako bi naj torej sodili mi zgodovinarji, ampak kaj pa javno mnenje? Zdaj, slišali smo, da je obeležitev, ki jih je Krek deležen kar precej, od ulic, trgov, spominskih plošč, ampak če pogledamo raziskave, slovensko javno mnenje, leta 1995 so spraševali po tem, kdo so najpomembnejše osebnosti slovenske zgodovine, Kreka ne najdemo. Tam z naskokom vodi Primož Trubar pred Francetom Prešernom. Med slovenskimi politiki izpred leta 1941 so omenjeni le 3, Tavčar, Cankar in Anton Korošec, ampak Tavčarja in Cankarja verjetno lahko bolj uvrstimo med literate, torej pravzaprav edino Anton Korošec. Hvala lepa za pozornost.